Nekoč je živel mož po imenu Alonso Quijano. In ta Alonso Quijano je prebral vse viteške zgodbe, do katerih se je lahko dokopal. Leta in leta jih je bral, ko se je nekega dne odločil, da je čas, da sam postane popotni vitez in pomaga pomoči potrebnim. Nadel si je viteško opremo, viteško ime Don Quixote in skupaj s Sančem Panso, kmetom, ki ga je vzel za svojega oprodo, sta se odpravila na pot za dogodivščinami. Jahala sta po Španiji, mnogo sta že doživela, ko sta nekega dne prijahala do reke. Njen tok je bil miren, gladina čista in ko sta tako jahala po njenih bregovih, je Don Quixote zagledal en čoln. Pogledal je okrog sebe in ko nikjer ni videl žive duše, je nemudoma skočil z Rocinanta svojega konja, ukazal Sanču, naj razjaha svojega osla, živali priveže za drevo in se takoj krca z njim na ta čoln. Sančo ga je kot njegov oproda seveda ubogal, ga je pa zanimalo, zakaj se tako mudi. Sančo, mu je rekel Don Quixote, ta čoln je postavljen tu pred me, da se vkrcam vanj in me odpelje na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni, a so predaleč stran. V viteških zgodbah namreč v takih primerih čarodeji pred viteza postavijo čoln ali oblak in ga potem po zraku ali vodi odpeljajo na pomoč kakšnemu drugemu vitezu, kraljični, četudi sta 2000, 3000 ali več kilometrov stran. Ne smem zamuditi niti minute, takoj se morava vkrcati. Če je tako, je rekel Sančo, in ker ponavadi siliš v tisto, kar bi najbolj natančno imenoval prismodarije, nimam drugega, kot da grem s tabo. A da bo moja vest mirna, ti moram povedati, da tale čoln ni nobena začarana barka, ampak navaden čoln, s katerim ribiči te reke lovijo najboljše ribe na svetu. Medtem ko je to rekel, je pa privezal živali za drevo. In kaj bova zdaj? Kaj neki? Krcala se bova v čoln in prerezala vrv. In Don Quixote je skočil v čoln, Sančo za njim, prerezala sta vrv in čoln se je počasi začel premikati proti sredini reke. Ko sta bila kak meter stran od obale, je pa Sanča postal strah in je začel jokati in trepetati za svoje življenje. Don Quixote je s tem spravil tako slabo voljo, da ga je kar malo nadrl. Ti strahopetec ti, česa se pa bojiš? Zakaj se cmeriš, ti mila Jera, ti duša srcem hišne miši? Tu lepo sediš v tem čolnu, kot kakšen kralj se pelješ po mirni reki, ki te nese do širnega morja. Oziroma mislim, da sva celo že na morju. Mislim, da sva naredila najmanj 1000 kilometrov. Mogoče sva celo že prečkala ekvator. Malo se je pomiril, potem je pa nadaljeval. Veš, Sančo, pomorščaki imajo eno znamenje, po katerem vejo, kdaj so prišli čez ekvator. Takrat namreč na ladji poginejo vse uši. Za zlat denar ne bi našel ene žive. Zato se sprehodi malo po svojih stegnih in poglej, če najdeš kaj živega. Ne vem, kaj nama bo ta poskus, jaz v to prav nič ne verjamem, je rekel Sančo, in tudi vem, da nisva naredila niti 5 metrov, ker še vedno prav dobro vidim Rocinanta in osla. In če bi pogledal tako, kot pogledam jaz, bi videl, da ne greva hitro niti tako kot polž. Sančo, pusti to in naredi, kot sem ti rekel. Kaj ti veš, kaj so to poldnevniki, vzporedniki, solsticiji, planeti, znamenja, mere in točke, ki sestavljajo to našo nebeško in zemeljsko sfero? Če bi vse to vedel, ali vsaj del tega, potem bi vedel, koliko vzporednikov sva že presekala, koliko znamenj sva videla, koliko ozvezdij sva pustila za sabo. Zato se ti le pretipaj in preišči. Po moji oceni si bolj čist kot gladek bel list papirja. In se je Sančo takole potipal pod svojimi koleni in je rekel, ali je poskus napačen, ali pa še nisva čez to črto. Še veliko, veliko kilometrov imava do tam. Torej,
si na kaj naletel? Na marsikaj, je rekel Sančo, otresel svojimi prsti, roke umil v reki. V tej reki, po kateri se je premikal ta čoln, brez da bi na to vplival kak skrivni čarodej, ampak sam rečni tok, ki je bil na tisti točki prav miren. In tako sta se nekaj časa premikala, ko sta sredi reke pred sabo zagledala vodne mline. In ko je Don Kihot opazil, je rekel: "No, Sančo, vidiš, tamle pred nama se odpira mesto, trdnjava ali grad, kjer imajo zaprte ljudi, katerim na pomoč sem bil poslan." "O, hudimana," je rekel Sančo, "o kakšnem mestu, trdnjavi ali gradu pa govoriš? Kaj ne vidiš, da je to pred nama navaden vodni mlin, v katerem meljejo žito?" "Sančo, ti sploh ne veš, kaj govoriš. Zgledajo kot mlini, ampak niso. Kolikokrat sem ti že rekel, da čarovnije poskrbijo za to, da stvari zgledajo drugače, kot so v resnici." V tistem je pa rečni tok postajal vse močnejši in čoln se je začel premikati vedno hitreje in hitreje, naravnost proti mlinskim kolesom je šel. In to so opazili tudi mlinarji, ki so delali v tistem mlinu. Pograbili so dolge palice in stekli ven, da bi čoln rešili. Ker so bili pa vsi prekriti z moko, beli v obraz in obleko so zgledali prav strašno. In še s tistimi palicami v roki so se drli. "Kam, hudičeva, ju pa nese? Kaj se vama je čisto zmešalo, da hočeta na kosce pod ta kolesa?" In zdaj je bil Don Kihot prepričan, da ima prav. In je rekel: "Sančo, vidiš, zdaj bom pa mogel pokazati svojo moč. Poglej, koliko nepridipravov se mi spravlja v bran, koliko pošasti gre nadme." In je vstal pokonci v čolnu in se začel dreti tistim mlinarjem. "Vi, malopridnejši, da takoj spustite tiste ljudi, ki imate zaprte v tej ječi. Jaz sem namreč Don Kihot iz Manče, vitez, ki je bil poslan sem, da srečno reši to prigodo." Potem je pa prijel svoj meč in po zraku začel mahati z njim in groziti tistim mlinarjem. Mlinarji so sicer slišali te prismodarije, ki jih niti niso prav dobro razumeli, ampak se niso imeli časa ukvarjati z njim, ker so mogli braniti čoln, da ne bi šel pod kolesa. In to jim je tudi uspelo, ampak ne na ta način, da Sančo in Don Kihot pri tem ne bi prevrnila čolna in popadala v vodo. Don Kihot je sicer znal plavati, ampak njegova viteška oprema je bila tako težka, da ga je dvakrat potegnila na rečno dno. Sančo kot neplavalec pa ni imel prav dobrih možnosti. In če mlinarji ne bi poskakali v reko in obeh potegnili na suho, bi bilo po njiju. In tam na suhem se je Sančo začel zahvaljevati, ker njegovo življenje je rešeno. Potem so pa prišli od nekje še tisti ribiči, ki so bili lastniki tega čolna, in ko so videli, kako je njihov čoln razbit, so Sanča in Don Kihota napadli in ju terjali za odškodnino. Don Kihot je pa čist mirno, kot da se ne bi nič zgodilo, rekel: "Rade volje vam poplačam tale čoln, če izpustite tiste ljudi, ki imate zaprte v tej trdnjavi." "O kakšni trdnjavi pa vendar govoriš," je rekel eden od mlinarjev. "A bi ti hotel odpeljati ljudi, ki v ta mlin prinašajo mlet žito?" Don Kihot je kar sam pri sebi rekel: "Sej vidim, to je kot da bi govoril puščavi, če hočeš od ljudi, da naredijo nekaj dobrega. Vidim, kaj se tu dogaja. Tukaj sta se spopadli sili dveh različnih čarodejev. In to, kar eden načara, drugi očara. Eden mi je pripeljal tale čoln, drugi pa je poskrbel, da sem se prevrnil v vodo. Je že tako na tem svetu, da si včasih stvari nasprotujejo. Tu je očitno moja moč premalo močna." Potem se je pa obrnil do mlina in na glas rekel: "Predragi ljudje, oprostite mi, vendar vas na vašo in mojo žalost ne morem rešiti.
Ta dogodivščina je očitno prihranjena za kakšnega drugega viteza. Potem se je pa pobotil z ribiči in Sančo rekel, naj jim da denar za njihov čoln. Mlinarji in ribiči so ta dva človeka, ki sta že na pogled izgledala tako drugačne kot vsi ostali ljudje, samo gledali. Niso razumeli niti besede, ki jo je Don Kihot razlagal, in zdelo se jim je najbolj pametno, da ju pustijo na miru. In mlinarji so se vrnili v mlin, ribiči so šli pa v svoja bivališča. In tako sta Sančo in Don Kihot sama ostala na bregu, se kar peš sprehodila nazaj do Rosinanta in osla, in tako se je končala tale dogodivščina z čaranim čolnom in ni bila zadnja, ki sta jo doživela skupaj.